Katarina Nagode je danes z nami. Ona ima eno tako posebno, zanimivo poslanstvo in sicer pripravlja umirjajoče in tudi svojce, ki se takrat soočajo s številnimi izzivi in čustvi. Na vse zadnje pa vse nas pripravlja na tisto neizogibno. Nihče ne bo ostal tukaj v tej obliki večno. Tako da mislim, da je tema, ki jo bomo danes pokrile, tema smrti, posmrtnega življenja, žalovanja, tema, ki se tiče čisto vseh nas, če si priznamo ali ne, če smo se rodili na tem planetu, je pač smrt tudi del nekako tega, kar nas čaka. Zato vas vabim, da prisluhnete temu pogovoru in vam tudi obljubim, da ne bo moreč, ne bo, kako bi rekla, to so sicer težke teme, ampak Katarina ima eno tako lastnost, čudovito lastnost, da zna zelo pomiriti in težke teme naredi veliko bolj lahkotne. Katarina, hvala, ker si prišla. Hvala, Ana Katarina, da si me povabila. Že nekaj časa sem te imela vedno nekje na listi gostov, ampak nekako, čeprav sem zavestno si želela te povabiti, je pa bil očitno nek odpor pred temo in ne vem, zakaj je ta tema smrti še vedno tabu, zakaj imamo še vedno tako težavo se o tem pogovarjati, sploh ne vemo, kako se pogovarjati, kako pristopiti do te teme. Zakaj? Ja, v bistvu lahko tako eno sporednico poveževa z današnjim svetom. Kako živimo. In ta naš svet se je začel tako hitro vrteti, vse rabimo takoj, zdajle. Tudi dopusti naši niso več taki, kot so bili v našem otroštvu še, ne? Ne znamo se ustaviti. Tema smrti je pa taka, da te ustavi. In če ti je težko se ustaviti in zdržati, kar je v tebi, je potem ta tematika lahko zelo težka, ker na plano pride vse tisto, kar smo potlačili. In meni je to ena najljubših tem, o katerih se pogovarjam, ker se mi čas ustavi, prostor se popolnoma spremeni. Prideš v trenutek tukaj in zdaj. In to je nekaj najlepšega, kar si v bistvu lahko podarimo en drugmu. In ni nujno, da je pogovor iz oči v oči, a ne, tak, ko se to zgodi. Lahko nas je več, če zavestno pristopimo in se o tem pogovarjamo. Da si dovolimo, da res pride naša vsebina ven in jo povemo s srcem. In si dovolimo videti in začutiti s srcem. In takrat pridejo darovi. Ti vodiš tudi smrtne krožke v Kobaridu. Z veseljem si jih udeležim, ko le lahko, in to mi je zelo dragoceno, sploh v tem obdobju, ko tudi sama žalujem za očetom. Zdaj sicer 1 leto, marsikdo bi rekel, zdaj že 1 leto, saj to pa je zdaj že mim, ampak bova tudi kasneje več povedala o tem procesu žalovanja. Hočem povedati, da mi res ti krožki so dragoceni, zato ker tam pa ni tabujev glede smrti, ne, vse je nekako dobrodošlo, kaj je mogoče namen teh krožkov, in mogoče bova danes tudi en tak mini krožek probale tlele ustvariti. Ja, lepo si povedala. Namen teh krožkov je v bistvu, da prav te vsebine, ki nastanejo v nas, ki jih v običajnem življenju nimamo, ni prostora, da jih podelimo. Jih tukaj v bistvu se odpre prostor, kjer te naše zgodbe začnejo zdraviti. Mi se ne zavedamo, da v bistvu celo življenje, če bi ga napisali na papir, vsak od nas, da ima za podeliti eno čudovito zgodbo. In da čisto vse, kar se nam zgodi z namenom in nič ni napaka. In ko enkrat začnemo življenje tako gledati in ga znamo podeliti na tak način, tudi če so težke vsebine, predvsem težke vsebine so tiste, ki nas oblikujejo. In če znamo to podeliti iz srca ven, vedno znova se bom vračala v nas noter, ko bom govorila o tem.
Če znamo to začutiti z vsemi telesi, s čustvenim, mentalnim, fizičnim, tudi duhovnim, in to na tak način podeliti, te zgodbe zdravijo tistega, ki pripoveduje to zgodbo in vse ostale, ki slišijo, je res, a ne? In te zgodbe ponavadi privedejo solze v oči in dostikrat besede niso sploh pomembne. Ja, to se mi zdi na teh krožkih in pa predavanjih, a ne, ki jih imam, se mi zdi najbolj pomembno, da ljudje začutijo, da jaz nisem nekdo, ki nekaj da jaz imam nekaj, kar nekdo drug nima. Moje poslanstvo je, da ljudem prebudim, oziroma da vse prebudijo in vidijo, da imamo vsi to v sebi, da smo s tem prišli na svet in s tem istim odidemo. To je nekaj, kar ne pripada zemlji, kar ne pripada temu telesu. Ta naša vsebina, to naše bistvo. In če želimo to začutiti, se moramo ustaviti, umiriti in v tem našem prostoru, ki si ga naredimo, tudi zdajle med nama, ne, pride ta vsebina lahkotno ven. In kar naenkrat vidiš širšo sliko, ni strašljivo se o tem pogovarjati. Te mogoče za začetek še malo povej, kako si sploh se odločila za to delo, pa tudi kako si se izobraževala, ker si se izobraževala prav iz te teme, ne? Sem vedno znova razmišljam, ko vem, da se bom mogla predstaviti, ne, kako povedati to. In je bil zanimiv, ključen moment je bil pred 12 leti, ko smo imeli izobraževanje v službi z naslovom Sporočanje slabe novice. Povej, tvoja služba sicer je... V zdravstvu delam, ja. Že 15 let. Tako da... In sem spoznala zdravnico, paliativno zdravnico, ki je vodila ta seminar. In vmes enkrat na seminarju sem samo zaslišala glas, da ne med odmorom stopim do nje. In je bilo tako, ja, kaj ne pa rečem, ne? Kaj bom pa vprašala? In sem, ni bilo druge izbire, v bistvu, ko se je odmor zgodil, so vsi vstali in šli proti izhodu, jaz sem ostala in stala pred njo, ne, pred to zdravnico. In je samo vprašanje prišlo, če bi lahko z njo preživela en dan na njenem paliativnem oddelku, ker je delala v bolnišnici. In me je povabila in sem en dan z njo preživela. In od takrat naprej me je v bistvu navdušila me komunikacija paliativnega tima z bolniki in svojci. In sem vedela, da rabim na tem tudi nekaj narediti, in sem šla potem prav na teološko fakulteto, zakonsko in družinsko terapijo študirati. Potem 1 leto stažirala na Frančiškanskem družinskem inštitutu kot terapevtka stažistka. Potem šla 1 leto za prostovoljko v hospic, Ljub hospic. Potem je bila pa korona, sem pa še pred tem, sem šla še v Anglijo narediti, 2krat sem šla narediti začetni tečaj za The End of Life doula, ne, to je ta obsmrtna spremljevalka, ni v bistvu izraza za Slovenijo, no, mogoče sam ta doula, da obrazložimo, ne, poznamo jih, ne, ob porodu, to je že malo bolj znano v Sloveniji. Doula pa izhaja iz grške besede in pomeni ženska, ki služi. In tle bi se jaz navezala v bistvu na vse, kar delamo, v bistvu mama je recimo doula, ne. To je največja doula, ne, v življenju. In včasih so na pogrebu ko je nekdo umrl v vasi, ne, so vedno prišle ženske, ena je poskrbela, da je bila hrana, druga je poskrbela, da so ljudje prišli, pa kam se morajo iti posloviti, pa, ne, ta tretja je poskrbela, da je pomagala svojcem. Tako, ne, ni zdaj vsa doula, da samo eno funkcijo dela, odvisen, kako čutiš ta poklic, ne.
No, potem sem pa, ko je bila korona, sem pa nadaljevala online v Avstraliji. Najbolj v bistvu, tako bom rekla, znanja, ki sem ga pa tako dobila, tehničnega, ki sem ga si ga pa res želela, pa hrepenela po njem, je bilo pa lani, ko sem preko Slovenskega združenja paliativne in hospic oskrbe naredila izobraževanje korak za korakom. In tukaj je bilo pa v bistvu res široko, obširno izobraževanje in izpit in vse na temo vseh simptomov in tudi žalovanja, tudi vsega, tako cel paliativni spekter znanja. No. Tako da to sem res hvaležna, da sem imela priložnost narediti. Zakaj pa je priprava na smrt tako pomembna, tako z vidika umirajočega, kot tudi svojcev? Kaj nam lahko olajša, če se dobro pripravimo in kako se sploh lahko pripravimo? Zdaj, to bi bila prav tako priprava na porod, ne? Če se ženska ne bi čisto nič pripravljala, bi jo šok počakal na koncu, ne? V bistvu od vsega. Zdaj, kakršnakoli ta priprava zgleda, ampak je, a ne? Enako na poroko, a ne? A ne? Če si želiš ta dan imeti lep, moraš vložiti veliko prej noter truda, da tisti dan, ko pride, lahko sprostiš in se samo prepustiš toku, a ne? In isto je smrt, a ne? Jaz ne vidim velike ločnice med krstom, poroko, smrtjo, a ne? To so dogodki, ki če se ne pripraviš, so zelo težki. Če se pripraviš na njih, se pa lahko v tistem momentu res posvetiš in v primeru smrti, da se posloviš na način, da si zavesten in prisoten, da se ne ukvarjaš takrat, ko nekdo umre, kakšno krsto, a si želi biti v žari ali si želi biti v klasičnem pokopu, a si želi biti raztresen, a si želi, kire šopke boš zbral. To so res take tehnične stvari, koga obvestiti, a je želel v ožjem družinskem ali na širše, tako, a ne. To se vse da prej pogovoriti, a ne, čeprav se zdi ljudem to, kakor da prekličeš, doskrat reče, a ne, da prekličeš, je v bistvu te osvobodi. Zaradi tega, ko enkrat veš te tehnične stvari, je tam to nekje zapisano in veš, da je to narejeno. In se ti res lahko odnosu posvetiš, a ne. In prideš tja zaradi človeka, tako da ja, se mi zdi izredno pomembna ta priprava z vidika tudi žalovanja naprej, a ne. Se pravi tudi za žalujoče. Ja. Predvsem za te, ki ostanejo. In priprava nas, ko bomo umirala, ne, tudi če ne umiramo še, a ne, se ne vemo, jaz ne vem, koliko imam še peska v peščeni uri, a ne. Kot tudi svojcev, a ne, da znajo svojci potem, ker svojci se dostikrat obremenjujejo, kaj reči, česa ne, da ne bo preveč, a smemo imeti besedo na s ali ne, a ne. Enako umirajoči potem čuva prav te svoje svojce, a ne. A jim smem zdaj dati vedeti, da jaz že vem, koliko bi meni to olajšalo, če bi oni sprejeli to, a ne, da spustiš. Ker mi dostikrat se v bistvu uklepamo zaradi tega, da mi ne bomo sami ostali, ker bo nam težko tukaj brez te osebe, seveda nam bo težko, a ne. Predvsem vsaka sprememba, ki se nam v življenju zgodi, je smrt starega, ampak izguba ljube osebe je najhujša oblika, a ne. Ja, in kako pomembno je v bistvu takrat izžalovati ta čustva, koliko mogoče bolezni nastane in težav zaradi tega, ker se ljudje ne soočijo s temi čustvi. Meni se zdi naravno takrat, da če nekoga izgubiš, da čutiš žalost, da čutiš brezup, bolečino, da trpiš, da si razočaran, in tudi depresija je takrat naravna. Ampak nekako se mi zdi, da se tega čisto ne zavedamo dobro, ali pa tisti en teden, ki je po pogrebu, zdaj pa gremo naprej živeti, ne. Ja, spet ni prostora za žalovanje.
Doskrat je tako, da v bistvu, takole, ker se mi udeležujemo že 3. leto teh krožkov, ki jih skupaj delamo, da ko bo nastopila smrt v družini, da boš zaradi tega, ker se pripravljaš, se izognil procesu žalovanja. To je zmotno in hkrati bi bilo tudi škoda, da bi to preskočili. Ker ta proces ovrednoti v bistvu ta naš odnos, ki smo ga imeli s to osebo, ki in več ni. In zdaj, če je pričakovana smrt, je to v bistvu lahko tudi darilo, zaradi tega, ker se ti zavestno veš, da bo ta oseba, ne veš, kdaj šla, ampak se imaš čas posloviti, imaš čas povedati stvari. Čeprav je to spet, kdaj je pravi trenutek, in bom tako rekla, pravi trenutek je zelo izmuzljiv. Na oko oziroma na pogled ni čisto nič drugačen od nobenega drugega. Kje ga zaznamo, je noter v srcu. Tle ga zaznamo, ko smo taka tišina nastane. Nastane prav prostor, ko se naredi, da se spregovori o teh težkih stvareh. In takrat v bistvu lahko skočimo noter in rečemo in vidimo, in ponovadi so pripravljeni. Veliko bolj, kot mi mislimo, da so. Mi jih čuvamo, oni nas. Ja. Prej si sicer že malo omenjala, tudi kako je v zdravstvu, ampak moja izkušnja je bila, recimo, da ni bilo skomunicirano iz strani zdravstvenega osebja, da prihaja ta trenutek, čeprav recimo pri nas smo vedeli, ampak si vseeno ti nekako se prepričuješ, ali pa če je nekdo že večkrat bil na robu, pa je vsakič nekako morat, ali pa si misliš, pa se bo tudi zdaj, pa če enkrat ne bo. Se ti zdi, da tle je malo neki pomanjkanje tudi v zdravstvu, na kak način komunicirati, pa tudi povedati, pričakujte, seveda ne more doben dati dneva. Jaz sem to malo pogrešala, da ni bilo skomuniciran. Čeprav je bilo verjetno, če bi malo več vedela glede fizičnih znakov, bomo tudi to pol govorili o tem, kaj so te fizični znaki, po katerih veš, da se nekomu bliža konec. Ampak je recimo, da nisem tega takrat bila seznanjena. Se ti zdi, da bi mogli tudi te stvari komunicirati bolj jasno, tudi zdravstvo? Ja, jaz, kakor opažam, je, da je veliko odvisen od nas, koliko mi sprejemamo in kako vprašamo. In če začutijo na drugi strani, da smo mi pomirjeni s tem, v bistvu potem se tudi oni pomirijo. Drugače je pa naš zdravstveni sistem narejen, da ponudijo še dodatno, vsaj tako, kot sem jaz spremljala pri svojih bližnjih. Ni časa v ambulanti, da bi, ali kako bi rekla, da ljudje upajo do konca in bojo tudi iz tistega, ki bo mogoče zdravnik povedal, nakazal, se bojo prijeli tistega, kar želijo slišati. In bi si bilo treba na paliativnih oddelkih, tam je drugo, tam je ekipa, kjer so prav s tem namenom, ki znajo v bistvu se pogovoriti, se usesti tudi z družino in z vsemi, ki je priprava. Ampak drugače na bolnišnični ravni je pa zmanjkano, malo zmanjka tukaj. Nimajo Jaz mislim, da se dostikrat zdi zdravstvenemu osebju, da če bojo prostor dali temu, da bo toliko čustev vam prišlo, da bo preveč. In tega se bojimo ljudje, da bo zdaj se oseba začela ali jokati, dostikrat pa te ljudje že vejo, samo rabijo slišati. To je. Tako da ni nekega odgovora, ki bi
Vsak se trudi na svoj način, jaz verjamem, da tudi vsak zdravstveni delavec se trudi na svoj način, koliko zmore, a ne? Vsekakor. Ja. Zdaj, v duhovnih krogih sem pa večkrat naletela na neko prepričanje, da boš ti z žalostjo, s težkimi čustvi dušo, kot ji boš preprečil nek lep prehod. Jaz sama se s tem ne strinjam, ker se mi zdi to, da je to neki izgovor, spet, da se ne soočiš z lastno bolečino. Kaj pa ti misliš o tem? Da ne bi žaloval, se pravi, še moramo biti v redu. Se pravi, ko nekdo odide, ne, po smrti, ja. Da boš ti s svojo žalostjo in žalovanjem v bistvu preprečil, da v bistvu jo boš nekako vlekel sem nazaj na ta način. To. Mi prej mogoče nisem zaključila misli. Ne glede na to, koliko se pripravljamo, je ta proces žalovanja, se pravi te faze, ki so žalovanja, ne, po Elizabeth Kubler-Ross, se to ljudje poznajo zdaj, ne, je to proces, ki zdaj smo, bom rekla, duhovno kar precej ozaveščeni ljudje, ne, in vemo za te faze, recimo, ne, in nam nekdo umre in mi sprejemamo, mi vsaj naredimo si tako, da smo sprejela, ne. To je recimo ta 5. točka, je že sprejetje, ne? Ampak to, in te točke se lahko, že prideš do ene in te spet ni, da grejo po točno vrstnem redu. Ne? Prva je recimo šok in zanikanje. Ne? Se pravi, to je obramba telesa našega, ne? Da če je pretežko, nas v bistvu zavaruje, da mi tehnično v bistvu spelemo vse takrat. Ne? Pol pa lahko pride jeza, lahko pride krivda, doskrat pride v bistvu ob smrti takoj krivda zraven, naša, v bistvu z nas noter. Kaj smo rekli, česa nismo, bi mogli tako, pa, a sem preveč, a sem premalo rekla, pa nisem šla na obisk, pa sem hotela iti. Vse živo nam butne ven takrat. In če mi vemo za te faze, če smo mi pripravljeni, mi bomo šli isto čez te faze, z nekim zavedanjem, da je to normalno. In da mi tega ne moramo preskočiti. Ker na dušnem nivoju je lahko nam jasen, kaj se nam dogaja. Ampak naše mentalno, čustveno telo, fizično telo morajo čez svoj proces, ki je drugačen. Vsak zahteva svoj čas. In prehitevati to pomeni, da se želimo spraviti v nekam, kjer nismo. Se pravi, da ne priznamo si stanja tacga, kot je. In potem trpimo in začne trpeti fizično telo, prav bolečine nastanejo. Ker fizično telo je ta zadnje telo in v bistvu ta zadnjo se začne oglašati in ko se začne oglašati, se z bolečino. Se pravi, iz kje misliš, da je pa to prepričanje, da boš duši škodil ti s svojimi čustvi? Pač meni se zdi, se nisem jaz toliko močna, da bom vplivala na neke toliko velike procese, mislim, na posmrtno življenje nekoga. Ne, se mi zdi, da si pa da že ti v pozicijo, da si toliko vpliven. Dejansko se gre tukaj za nekaj drugega. Jaz bi rekla, da je tukaj, imamo eno fino besedo v Sloveniji, obžalovanje. In jaz pravim, dokler nekaj stoji ob žalovanju, mi ne žalujemo. Ko pravijo, joj, tale gospa pa že 5 let žaluje ali pa 9 let lahko tudi, ne? To ni žalovanje. Te ljudje ponavadi nekaj zelo obžalujejo. In tle nastane pa trpljenje in tukaj pa se pa v bistvu ne gre čez te faze žalovanja, je zataknjena v bistvu v enem procesu in ne gre naprej. To so v bistvu lahko težje oblike žalovanja. In tukaj je treba pogledati, kaj je tisto, ki boli, ki se ne da iti čez in tukaj je ponavadi neka krivda. In tukaj so seveda odnosi. Odnosi so tisti, k umirajočemu, nerešeni odnosi, ki umirajočemu ne dovolijo oditi ali pa težko umre. In pa prav na drugi strani nerešeni odnosi lahko so vzrok za velikrat za
težko obliko žalovanja. In tukaj so v bistvu potem ta čustva, ki se v bistvu ne vidi zares, ne vidiš ti druge osebe, ker si zataknen v nekih čustvenih procesih, ki jih ne moreš predelati. Ne? In tukaj je potrebna potem pomoč, da se poišče pomoč, da se pogleda, kaj je tisto. Se pravi, najbolj pomembno je razčiščeni odnosi za lep prehod na ono stran. Pravijo tako, da takšno kot je življenje, takšna je smrt. Če bi zdaj v tem trenutku umrl, ali pa če ne boš nič naredil na spremembi stanja zavesti svoje, boš umrl točno takšen, kakršen si zdaj. Nič drugačen. V stanju zavesti govorim. Se pravi, kako mi dojemamo stvari, kaj se v našem nezavednem svetu dogaja, kakšne strahove imamo. Vse to nas v bistvu na koncu počaka. Zato je ljudi strah smrti. Večjo vrečo, ko vlečeš za sabo, ta vreča nikamor ne bo šla, če jo ne boš ti pogledal, se ustavil, obrnil in pogledal, kaj imaš noter, kaj si nabral. Lahko jo sicer predaš otrokom. Ja, ampak še vedno bo ob smrti spet nekdo in potem se samo daje naprej. Kaj pa nenadne smrti, nepričakovane smrti premladih ljudi, na kateri se pa res ne moreš pripraviti, ker so hipne, ker so čez noč? Meni se zdi to najtežja oblika smrti. Je tako? Ali? Zdaj, jaz bi rekla, da najtežja je zagotovo za starše, če jim otrok umre, to je sigurno. Drugače pa nenadne smrti, na to se res ne moreš pripraviti. Tukaj že ob pričakovani smrti ni šok nič manjši, ko nastopi smrt. Če pa ti ne veš, se zjutraj vidiš, popoldne človeka več ni, ker je nesreča, samomori recimo. Samomor je sploh posebna oblika, ki zahteva čist poseben pristop, ker je za tiste ljudi, ki vstanejo tukaj še proces žalovanja še bolj v krivdi in v vsem tem procesu, sploh če ne pusti nobenega pisma in ničane oseba. To so zelo težke oblike žalovanja. In mogoče sem to hotela prej reči, da se v tem svetu današnjem, tako kot živimo, instant, vse na hiter, se pričakuje, da boš tudi odžaloval se pravi do pogreba, nekako ljudje še pokličemo, še smo, pa se kar pričakuje, da bo življenje teklo naprej. Je pa resnica, da se nekje po 2 mesecih po smrti začne šele ta proces, v bistvu, da človek sploh dojame, da tega človeka ni. In ponavadi je potrebno celo leto, se pravi rojstni dnevi, Božič, velika noč, vsi te prazniki, cel ta cikel mora iti prvič brez te osebe. In to ne pomeni, ko bo to leto zaključeno, da bo pa potem kar naenkrat pa odlegel. Da smo sočutni do sebe, da ne pričakujemo. Mi bomo s to v bistvu bolečino izgube celo življenje živeli. Sam nekako se v bistvu prostor okrog te bolečine razširi. In ne igra več glavne vloge, oziroma pride prostor tudi za hvaležnost in za trenutke. In zato jaz pravim, odnosi so tisti, ki so najpomembnejši v življenju. In če mi te vezi zgradimo za časa življenja, pa to je lahko tudi v zadnjem letu, če sploh spet zdaj grem na pričakovano smrt, se lahko v zadnjem letu toliko močno ojačajo, da ta nit med 2 srcama dejansko je toliko močna, da fizična izguba te osebe ne prekine te niti. Ta nit je zavedno. In tudi pri nenadni smrti je ta nit še vedno tam, ampak za žalujočega je pa bi bilo, bom rekla, krivično pričakovati od njih, da morajo v določenem času, od kjerekoli osebe, da moraš v določenem času odžalovati izgubo. Da se da prostor, da smo na voljo. Je pa tako, da pri nenadnih izgubah, samomorih,
ljudje rabijo to zgodbo 1000-krat povedati. 1000-krat povedati, da se mogoče 1001. Zaslišijo. In to je za tiste, ki so zraven včasih lahko potem že naporno. A ne? In z nekim zavedanjem, da dovolimo, da se ta zgodba govori in vsakič mogoče malo drugače vprašamo ali pa nekaj novega spoznajo ob tem. Ampak proces je ni kratek. Ampak tudi ti verjetno takrat imaš občutek, da druge obremenjuješ. Ne? Jaz vidim, da mi je zelo težko govoriti drugim o očetu, da se takrat raj zaprem. Pač sama doma pa sem s temi občutki, pa probam sama, ker se mi zdi, da bom zdaj sploh po enem letu obremenjevala ljudi, ne bom spet govorila nekaj. Ali pa kako je bil ti zadnji dan. Ali pa a ne nočeš obremenjevati. Čuvaš druge, a ne? Ja. V bistvu misliš bolj, a ne? Čeprav bi ti rabila to spet povedati, a ne? In bi bilo, zato v bistvu je fajn, da imamo prostor, kjer se to lahko pove, a ne? Saj tega ne gremo, kar vsak mu razlaga. To niso stvari, ki bi jih, to narediš v krogu, ko začutiš, a ne? Kjer je varno. Ja, in res je, ne zmore vsak tega. A ne? Veliko jih reče, tako pač je. Tako to je, življenje je tako. In to, če ti želiš podeliti, te v resnici, jaz čutam, če meni nekdo to naredi, kot bi mi v tem pleksusu prerezal, a ne? Kada te začutiš, da tle pa ni prostora, a ne? Da kar mej ti to. In kaj se jaz iz tega učim? Da drugim tega ne narediš. Je pa najtežje v bistvu v domačem krogu, a ne? Zaradi tega, ker v domačem krogu pa vsi nekako delimo te neke podobne občutke in imaš svojega dovolj in biš delil, ampak drugi bi pa delil in a ne, je tako, dostikrat ne znamo poslušati. Mislim, nismo se naučili, kako zares poslušati, ne? Pa da ne daješ pol na svetu, pa sej bo, pa bod hvaležen, pa se je odrešil ali pa take stvari, ne, takrat. Ker sploh se ne gre za to, ne? Ker se sam je prostor se naredi za vse, kar čutiš. Kako lahek rata pogovor, če v bistvu poveš, kako se počutiš. Ampak resnično, a ne, nenaučeno, da daš ven, kako se počutiš in potem pustiš prostor in da drug pove in če se tle to zlije, steče pogovor. Zdaj pa še vprašanje, ki nima odgovora, zares to vem, vsaj črno-belga ali pa jasnega odgovora, ne, in verjamem, da bo to nekakva večna enigma za nas, ki smo tle še živi, pa vendar, kam torej gremo, ko umremo, kako si ti to predstavljaš, kako bi to obesedila, čeprav vemo, da so tle vse besede malo premejhne ali pa... Ja, jaz se zmer malo pohecam, pa rečem, da v tem življenju še nisem umrla. Ampak je pa ena stvar, ki jo pa lahko rečem, da moji predniki pa so. In moji predniki živijo skozi mene. In v roku 1 leta sem oba strica izgubila. Enega po mamini strani, enega po očetovi. In pri obeh sem pred smrtjo zaznala, kako sta se obe stari mami povezale preko njih. Na način božanja. En stric me je takole, ne vem, a se vidi, takole po roki božal. To mi je stara mama delala, tako na hiter. In na način, kako me je gledal, sem vedela, da je mama, stara mama. Da je navezala preko njega stik. Se pravi, to se je zgodilo že 2 meseca pred smrtjo. In pri drugemu stricu sem tudi videla, kako po pogledu, in tak navihan pogled, ki ga je naredila, začutiš. Če si odprt, če se ne bojiš, začnejo prihajati njim v podporo. In hkrati, če smo dovzetni, če nas ni strah,
bojo tudi nas blagoslovili s tem. In meni to daje neko v bistvu pomiritev. Mene resnično ni strah, ker tako ti bom rekla, ko pridemo na svet, mi se ne spomnimo svojega zgodnega otroštva do 3 let, recimo, se ne spomnimo. In ne vemo, jaz bi rekla, da je rojstvo veliko težje in hujše. Če sta ozek kanal se spraviti ven, kako je to more biti boleče in naporno za otroka, koliko volje, moči, poguma rabi, da pride na ta svet. In jaz pravim, življenje pred rojstvom v trebuhu, on pravi, to je mama, ampak in ljudje, ko odhajajo, tudi kličejo mamo, največkrat kličejo mamo, Ampak jaz sem nekaj spoznala, da v bistvu ta mama je to, odkoder mi prihajamo. To je ta kanal, v katerem smo in na katerem se nam pri določeni starosti prekine. In takrat se v bistvu začne proces uteleševanja, postavljanja na lastne noge. In to traja celo življenje. In če gremo v življenju po teh korakih, nam to uspe. Lahko nam pa ne uspe se v bistvu utelesati, kar se sliši v bistvu kako ne, sej hodim, sej živim. Človek, otrok, ko se rodi, pride z glavo naprej. Glava naj bi. Največ. No evo, to sem danes razmišljala, bova v kere. Pa si ti že postavljena prišla, cup. Pride z glavo naprej, noge pridejo zadnje. In stopala imajo simbolen pomen, V bistvu na stopala najprej glavo dvigne otroka, počas glavo začne dvigovati, potem sedi, kontrolira hrbtenico, potem se kobacati začne in nazadnje se na noge postavi in hodi. Pri procesu umiranja oziroma ko se začne pešanje, če starejše ljudi opazujemo, bojo pa najprej v bistvu pride ta krhkost, začne element zemlje, je tisti, ki da strukturo, ki da oporo, začne zapuščati, se pravi, noge ne držijo več, obsedi. Potem ne more več sedeti, obleži, glave ne more več dvigovati. Iz okončin v bistvu prvo gre. In od čutil je sluh prvi, ki pride in zadnji, ki odide. Tako da tudi, če človek deluje, da se ne odziva, da ne govori več, nas sliši. In na koncu sliši tudi naše misli. Tako da, ko smo mi ob umirajočemu, je zelo važno, na kakšen način smo tam, kaj razmišljamo in kaj govorimo. Vse nas slišijo, do konca. In tudi potem, ko v bistvu fizičnega telesa ni več, ni tisto, kar prekine ta stik z nami, Če se nam v bistvu še takole javijo in nam... Tako da v bistvu ta proces, če veš, kako gre, ko opazuješ, ko enkrat človek obleži, pol se pa lahko začne, bom šla kar naprej, ker sem že glih tukaj, potem nas zapušča element vode, v bistvu, ko nas zapušča element zemlje pri umiranju, z vidika umirajočega, občuti lahko strašansko težo, kot da nekega pritiska. Dostikrat prosijo, da jih potegneš višji po postelji gor, kot da lezejo nekam, slačijo se lahko, ker jim je v bistvu kovter preveč. Kovter jim je preveč, jih boli. In odmečajo vse dol od sebe. In če veš to, veš, kaj se mu dogaja. In to je zelo pomemben za svojce, da v bistvu ti, ki spremljaš ta proces, da se ne ustrašiš, da ne misliš, da je nekaj narobe. Mislim, ta proces je normalen za proces umiranja. Ko zapušča element vode, imajo občutek, v bistvu takrat v bistvu zapusti voda, urin, vse odide, solza lahko preteče, lahko slina, zapušča voda telo. Oni imajo občutek, kot da jih bo odplavala, velika reka, da jih bo odplavila z njimi vred, da te odnese. In to se seveda v zavesti dogaja, tudi, zato je ta priprava tudi za umirajočega, če ve, bo vedel, to je samo v bistvu proces, ki je normalen.
se tudi kot umirajoči ne ustrašiš. A ne? Obstajajo tehnike meditacije, a ne, ki imajo po tibetanski knjigi mrtvih, a ne, ki se pripraviš, pova meditacija je to. Potem je ogenj, element ognja, ki zapušča. Takrat imajo privide, rdeče iskre vidijo. Ta je zanimiv z vidika, da če mi umirajočemu, a ne, doskrat z vidika svojca, če preskočimo umirajoči ali svojec, a ne, kako se, to sta dva različna aspekta priprave, takrat v bistvu nehajo hrano in pa vodo zauživati, a ne, in potem se bojijo, da bojo umrli, ker ne jejo in da bojo umrli, ker so dehidrirani. Ampak proces v telesu ne more sprejeti več ničesar in oni niso lačni. Žeja je pa na način mogoče, da jim ustnice malo navlažiš, a ne. Ne more pa niti več pogoltniti, ker peristaltika se ustavi tudi, a ne. In ko element ognja zapušča, cirkulacija gre. In cirkulacija zapušča najprej po končinah in ostane samo še v tem predelu v pljučih. In če mi dodajamo takrat tekočino, fiziološko tekočino, a ne, da češ, da ne bo dehidriral, mi obremenimo telo, ker telesu cirkulacija več ne dela in gre to vse v pljuča. In potem pride do tega hropenja in sluzenja, penjanja lahko iz usta, ne. Tako da to je zelo pomemben za svojce, da vejo, da ne obremeniš v bistvu umirajočega. To je v bistvu naj bilo pri vas. Ja, tega hropenja Ja. je bilo, ampak to je trajalo zelo dolgo. Mislim, zelo dolgo pač. Se ne boš ti nehal dajati vodo pa hrano, ker to je recimo Ja. v bistvu je zalival pa pljuča počas, ne? Ja. To je v bistvu tudi dispnejo, ne, verjeten. To je težka sapa. To je pred obsmrtnim hropenjem. Obsmrtno hropenje nekje nastane 48 ur pred smrtjo. In to obsmrtno hropenje je samo pomemben, da se ve, da se dogaja v spodnjih dihalih in da se kle noter prekopucava in ne ovira dihanja. To je samo za svojce grozen slišati. Pa piskanje, to je takšno. Ni. Dispneja, a ne, težka sapa, je pa v bistvu lahko pa že prej nastaja. To je pa naporen za svojce in za umirajočega, ker to je pa res, kot da bi si zaprl nosnico eno in še 100 polovično dihal, a ne. In je tle pa v bistvu je najbolj pomembno, da ostanemo mi mirni, da pomirimo svojca, odpremo oken, prezračimo prostor, ročni ventilator v obraz, a ne, da ima on občutek zraka, a ne. Najbolj je to pomemben, da mirni ostanemo in čeprav je težko to slišati, a ne. In to je tisto, kar ne veš, a ne, kar ne veš, koliko daleč si in a se zdaj umiriti pa pustiti ali treba kaj urgirati. To je najtežje za svojca, ne. In ni od primera do primera je drugače, ne. Ne moreš reči, ja, tako bo šlo. Zato tudi zdravniki tega ne rečejo, a ne. Ker nihče ne ve, a ne, v resnici. Kaj pa pol v teh zadnjih, a sem te zdaj prehitela? Ne, kar povej. A ja, sem še bila tam pri tistih elementih. Kje si bila, ja, kar dokončaj. Voda smo bili. Ogenj sva rekla, potem, že, ja. Pri ognju je še to, da tukaj se v bistvu na zavestni ravni pa začne, a ne, da kako smo mi živeli, v kaj smo verjeli, kakšne odnose smo gradili. Te stvari se nam začnejo takrat prikazovati v zavesti, a ne. Nam prihajajo prijatelji, nam prihaja mama, imamo božanske izkušnje, se smejijo z rokami, a ne, se oni dvigujejo, a ne, oni to vse vidijo, a ne. Počasi se, v bistvu, ko element ognja začne zapuščati, oni ne prepoznajo več naših imen, tudi lahko nas ne prepoznajo več.
Ampak da se zavedaš, da to nima veze z nami, ampak da je to ta proces razkroja v bistvu zavesti in da so oni že bolj tam, kot tukaj. In dostikrat ljudje začnejo, ne, te osebe pa ni tukaj, ne, kaj ti, ne. Največje darilo, ki ga lahko damo sebi in njim, je, da mi to dejansko, kar nam oni govorijo, mi vidimo. In ko oni to vidijo, da mi vidimo te stvari, da jim verjamemo, to je za njih tako olajšanje. Ker tudi mi, če ko nek signal, ko nekaj začutimo, če to verjamemo, pa nekomu povemo, pa reče, ja, to je pa, meni se je pa tudi tako zgodilo, pa sem začutila hlad, pa sem začutila to in to, si začneš verjeti, samo za to se gre. Ne gre se, da ima nekdo neke sposobnosti, drugih pa nima. Vsi jih imamo, samo zaupati si moramo. In tega se rabimo naučiti, Ker tukaj bom pa zdaj prešla, ker mi je to zdajle. V današnjem času obstaja za vsako težavico obstaja terapija, obstaja delavnica, obstaja praksa, obstaja in mi se lahko tako zgubimo v tem procesu, tudi zažalovanje, boš to naredil, boš to, da boš čim hitreje čez prišel, sam dovolimo si ne začutiti vsega tega, kar je v nas. Čim hitreje bi radi čez prišli. In kaj se zgodi? Mi lahko gremo na 1001 delavnico, na 1001 duhovno prakso in bomo sprožili več, kot zmore naše telo v danem trenutku prenesti. In se na psihičnem nivoju potem lahko zgodi, da ne preneseš tega. Da je, treba je spoštovati naš ritem, naš cikel, poslušati telo in začnejo se simptomi potem na telesu, bolečine, lahko tudi zdravstvene težave, ki lahko kažejo nekaj hujšega in se ustrašimo. Pa gremo pa na to terapijo, pa k zdravniku, pa pa samoplačniško. Kaj želim povedati? Samo nazaj k sebi. Nazaj k sebi in zdržati ta strah, to grozo, da je z nami nekaj zares narobe, to je res težko. In odstraniti vse in iz sebe ven izvirati. To je pa praksa, ki je najtežja in praksa, ki jo mora čisto vsak sam iti skozi, če želi, da si bo zaupal in to nam bo služilo na koncu. In to nam bo služilo pri vseh odnosih in pri vseh umirajočih zraven, ki bomo. Znati zdržati. Znati zdržati. In najprej moramo zdržati z lastno vsebino. Ja. Lepo si povedala. Malo bi se šla glih nazaj, ko si govorila, da se velikrat mama prikazuje. Velikrat sem to v številnih virih uvidela, da tudi Manca Košir je o tem govorila oziroma potrdila, da je velikrat res umirajoči vidijo svojo pokojno mamo. In po tej logiki potem tudi pravijo, da umiranje ni osamljen proces, da nismo sami, kot smo velikrat rekli, umreš sama. In v bistvu bi bilo tudi nekako logično, mama je s tabo ob rojstvu in ob smrti. Se to je neka logika v tem. Poznaš tudi ti kakšne primere, da so videli mame ali pa koga drugega od pokojnih, a takrat res že potem malo prehajamo, verjetno tudi ta prehod v onostranstvo ni kar v sekundi, ampak je verjetno že greš malo tja pa malo nazaj. Kako je s tem? Jaz mislim, da takrat, ko se njim to začne dogajati, oni ponavadi nimajo več, ne govorijo več, ne pridejo, niso zmožni več oblikovati besed. Ni tako kot v filmih, ki se dostikrat zgodi, da na koncu rečejo neke besede, ki bi si jih v bistvu vsak svoj želel slišati. Samo to je spet tisto, kaj si mi želimo slišati, pa dovolj proces umirajočmu. Jaz mislim, da je njihov svet, če je mirna pot umiranja, imaš samo dve možnosti, mirno ali pa težko, samo te dve sta. In če greš po mirni poti, da se njim toliko dogaja, da oni, če bi nam prišli nazaj povedati, ampak oni niso več tukaj, oni v bistvu zapuščajo to telo, čez nek določen čas tudi pozabimo na to telo. Jaz pravim,
da se težko v bistvu opisujem zaradi tega, ker mi je vsak, kako bi jaz sebe pa svoje delo rekla, ne, da bi naziv dala, mi je to tako zelo težko opisati, ker mi v bistvu ne pomeni to. A ne, jaz pravim, tudi Katarina bo napisan pač na spomeniku ali kjerkoli, tudi to ime ostane tukaj. To ni nekaj, kar bom jaz s sabo nesla. To pripada temu telesu. A ne? In ja. Ja, ker moj dedek je pa videl svojega pokojnega sina zadnji dan v sobi. Ampak ja, velikrat pol to pripišemo nekim blodnjam ali pa zdravilom ali pa vse to si že prej rekla, ne? Da takrat res sprejmemo to, ker mislim, da sem tudi brala eno raziskavo, kaj tudi ena, mislim, da je kaj delala z umirajočimi, da je v bistvu ugotovila, da se to dogaja tako tistim, ki so na zdravilih, kot tistim, ki niso, tako da ni to pogojeno z ne, to mi hočemo racionalno si vse to razložiti, da bomo mi razumeli. Ampak če spustiš, da si dovoliš, da to drugače gledaš, z drugimi očmi, potem dejansko to, kar oni pripovedujejo, lahko ti tudi vidiš zraven. In ko je meni stric razlagal, da moraš pa paziti, zaradi tega, ker recimo ne, so v bolnici, imajo planico, imajo ograjico gor, ker oni bi kar šli. A ne? Oni bi kar šli, kakšni bi celo kovčke spakirali, ne? To je tudi že znak, da pakirajo. Oni bi šli, pa tamle v parku, bom se na uno klopco usedel, a vidiš uno klopco tamle pod unim drevesom? Vidim. Pa pogleda, takoj preveri. A ti to resno, a ti njemu res verjameš, takoj preverijo. In ko vidi, da vidim, ja, a kje bova šla? Ja, lej, tamle že čaka, a ne? Že čaka, me žena tamle čaka. Ja, a boš šel sam? Ja, a pa ti veš, a v temu parku kakšen WC? Na, pa ga že veš, da ga, a ne? Pa jaz rečem, pa se ga imaš tukaj, lej, tukaj ga imaš. Joj, pa res ne. Bom pa kar šel. In on hoče vstati. On ni vstal že en mesec. In začne, a ne? In kako boš zdaj ti njemu? A boš mu začel na razumski ravni, da on že en mesec ni stal, a ne? In sem takrat mu rekla, joj, ampak lej, si imaš planičko, a ne? Ti kar dej v planičko, a ne? Jaz bom pa sestro poklicala, pa pol te bojo, a ne? Sej res, koliko si se ti to dobro spomnila. A ne, vedno jih je treba tako nekako nazaj dobiti, kot da je to nekaj čisto normalnega. Jaz bom rekla, smo otroci, vmes smo kakor odrasli in na koncu rabimo enako, umirajoči rabi enako nego, enak pristop, skrb, ljubezen kot dojenček. Nismo čisto nič drugačni. In tudi, kadar smo bolni, a ne, tudi zdaj, a ne, v tej fazi, če zbolimo neka gripa, karkoli, smo res za nič, a ne. Koga rabimo takrat ob sebi, koga rabimo, da ponavadi je, a ne, je zmeri, ka mama pride, pa če juho prinese, pa, a ne. In tudi tako živimo, a ne, da bo hrana od mame ali pa hrana, ki ti jo nekdo tako prinese, te bo kar jej, da se ojačaš, da boš močen, a ne. In to nam ostane tudi, ko nekdo umira, a ne. Kar jej, da boš močen, da boš k sebi prišel, a ne. To je čisto normalno, to na razumski ravni poteka ta proces, a ne. Na drugih ravneh pa pol, a ja, se res ne more več, se ne gre več, a ne. Prebave ni več, ne more jesti. A ne, tako da je skozi v bistvu treba biti zavesten, prisoten, kaj se v nas dogaja, kakšne težnje imamo, kako bi reševali, kako bi pomagali, kako bi skrbeli. In tle vidimo, jaz ne morem sprejeti, jaz sem zataknjena tukaj. Prej smo že govorili tudi o dihanju, a ne težkem. Kaj pa to, kar je potem pač naravno, se pravi na koncu, ko nehaš dihati, ko postaje dihanje vse težje, a je to mučno za človeka, ker meni se zdi to grozno? Ne. Za umirajočega? Ja. Ne. Za svojce. Za svojce je, ja.
Sam to je res tisto, 48 ur nastane to obsmrtno hropenje. Takrat ponavadi je človek, lahko je tudi prej, mislim, tudi krajši čas, pa je nastopi smrt, ampak lahko tudi ni tega, ni nujno, da pri vseh nastane. Tako, so pa bom rekla, če bi vprašal ljudi, kje bi si želeli umreti, jih po veliki večini reče doma. Ampak potem je tukaj priprava svojcev in pa da se poskrbi v bistvu prostor, da je za umirajočega, se pravi od postelje, da je ta postelja nekje naštimana, kjer je največ dogajanja, se pravi recimo v dnevni sobi, ne da je izoliran gor v sobi, da je tam, ko so ljudje, da ima nek WC recimo premičen, da je tam zraven postelje recimo, dokler še lahko ostane, da so vsi te pripomočki, ki jih potrebuje. In pa priprava svojcev, da vejo, kaj jih čaka, in da vejo, da proces umiranja ni, da so vsi te simptomi zraven, in da si zmožen tudi zdržati od potem, da najdeš truplo, mrtvega. To se mi zdi, da danes še dostikrat tople iz hiše odpeljajo, to se meni zdi tako boleče, res. To mi je pa res težko. Da se toliko bojijo ljudi, ali pa, ja. Sam se ne moreš, mislim, ti, če obvestiš, če recimo rešilc pride pa potrdi, smrt, potem že oni to mislim, da avtomatsko, in ti ne vem, koliko imaš sploh. Se da. Zdaj, če v bistvu ne rabiš rešilca klicati, ampak v zdravstven dom osebnega zdravnika oziroma dežurnega zdravnika, ta potrdi smrt. Potem pa je od tebe odvisen, kdaj boš pogrebno službo pokličeš in jih lahko prosiš, če pridejo en dan kasneje iskati, da ti v bistvu imaš proces poslavljanja, da ljudje pridejo, bdijo, tako kot so včasih, bedenje zraven ob umirajočemu. Prej si govorila tudi o teh zadnjih besedah, da pogosto si želimo, da bi bilo to nekaj lepega, polnega ljubezni in tako naprej, ampak pogosto je pa ni tako, so tudi te zaključki lahko polni strahu, obžalovanj, negotovosti, trpljenja in tako naprej. Bi rekla, da je v bistvu takrat res pol vse, karkoli je, da sprejmemo, pa tle je potem tudi verjetno veliko enih občutkov krivde pride, če je slučajno, da umre v bolnici, zakaj ni doma, če doma, zakaj nismo poklicali pomoč, vedno je, kaj bi lahko še naredil, kaj bi lahko naredil boljš. Ogromno enih čejev je, časa ne moreš nazaj takrat zavrteti. Ja, tudi tako je, tudi tukaj ni napake, tudi tukaj takšna, kakršna se je zgodila smrt, taki, kakršne so bile okoliščine, si moramo odpustiti, recimo, da smo v danem trenutku naredili in zmogli toliko, kolikor smo lahko. Tudi če bi recimo danes, če ima nekdo kaj 10 let že od smrti, mame recimo, in ima danes 10 let več izkušenj in bi si želel drugače ali pa bi to in to rekel, da si res odpustiš, da so se stvari zgodile tako, kot so se lahko. Mi nismo sami, mi tudi, če si želimo odnos narediti, pa zboljšati, odnos ne moramo sami, vedno sta dve osebi potrebne, do polovice mora drugi prideti, In vsi bi imeli radi lepe zaključke, lepe odhode. Ampak naredi se pa tako, kakor je scenarij narejen, jaz ne vem. Da se vplivati. Moja stara mama je govorila, da je žlahta strgana plahta. Si slišala kdaj to? Ja, itak. No, jaz sem to v bistvu dejansko videla, kaj to pomeni, če želiš če si predstavljaš strgano plahto in te lukance in kako to, da šivaš to, kako je to,
kakšna preciznost mora biti, da po koliko tanki liniji hodiš in s kakšno, bom rekla, z zavedanjem, da ne prekršiš ene ali druge, bom rekla, to na nekem notranjem občutku, da ne greš predaleč, da ne greš, da se ne zapleteš v stvari, ki se te ne tičejo, čeprav bi rada, da bi bilo drugače. Hkrati pa vseeno greš malo dlje, kakor bi šel in probavaš in pa pustiš potem, da druga stran naredi svoj korak, da ga daš možnost izbire. In počasi se zrihtajo določene stvari, ki se prej 10 let niso. Si pa velikokrat videla te zadnje, sprave nekako v zadnjih trenutkih, da se ljudje pol čist na konc? Slišala sem, v hospicu je bil, recimo, je bil oče alkoholik in je imel s sinom prekinjene odnose več let. In ko je umiral, so poklicali, ker ni mogel se posloviti. Je bil pač, se ve, da kje se človek matra, kje ne more spustiti, ali še nekoga čaka, in vedno se vključi vse svojce. In ko so tega sina njegovega klicali, on ni hotel priti. Pač imel, in so ga vsem prosili, da naj pride, da ne rabi niti, je rekel, jaz ne bom šel v sobo, bom prišel, ne bom šel v sobo, ampak že tukaj vidiš, da je pripravljen in da tudi, da je za njega ta korak bil pomemben. In je ta sin prišel in se je samo pri vhodu sobe se je postavil, oče je samo glavo dvignil, se nasmejal, oba sta se nasmejala in to brez besed je bilo. In on se je poslavil, rekel, jaz sem naredil, kar sem imel za narediti, je šel sin, oče je umrl. Tako da besede so včasih, notranja drža naša je tista, ki v bistvu premika gore, resnično notranja drža. Tudi je bil en, to zmer povem, tudi tega nisem, to so nam tudi povedali, je bil en gospod, ki je umiral in je njegov, mislim, da vnuk otroka pričakoval in je rodila v bolnici žena njegova in je prosila, če gre lahko takoj z otročkom iz bolnice v hospic. In se pravi, je to bil pravnukec, in je tako sliko sem videla, kako je ta pradedek, ki se je poslavljal z nasmehom in ta novorojenček en dan star tako zraven in oba dva z istim nasmeškom. Mislim, to je toliko nekaj lepega, res. Otroci sploh to, To se velikrat zgodi, en odide, en pride. Ja. In sta se lepo, Bog ve, kaj se je zmenila, si predala in on se je poslovil. Tako res lepo, no. To so, včasih se bojijo ljudje otroka, češ da otrok ne bo razumel, se ga bojijo umirajočemu spustiti. Ampak po mojih izkušnjah je tako, da otroci razbremenijo, kaj imaš pa te cevke, kaj imaš pa to, ne moreš več, ne moreš več ostati, prav, pa bom pa na posteljo zlezel. Čist brez problema, to, ni tako, kakor mi naredimo si scenarij, pa to mogo reči, pa ne smeš se zdaj kle vsesti, pa ne smeš da je teh cevk omeniti. Se lahko veliko od otrok in od živali učimo. Tudi živali v hospicu so čudodelke. Ja, tudi spomnim našega mačkona, ki je pol spal še celo noč zraven, ki je že umrl oči. On je lepo. Ja. Mi smo se zdaj še spomnili, knjiga 9 stopnic, ne vem, če jo poznaš, ta pa govori glih o kontra, se pravi, o procesu rojevanja. No, se tako, si že tudi prej omenila. In tam je bila ena misel, ki se me je ful dotaknila in me že od takrat spremlja, in sicer rojstvo je za eno stran smrt in smrt je za drugo stran rojstvo. In če še malo naprej povem iz te knjige, v bistvu govori o eni duši Rebeki, ki se bo pač rodila kot otrok kmalu. Tole iz knjige.
Kljub temu, da se ji zelo mudi vrniti na zemljo, doživlja Rebeka svoj odhod iz teh krajev točno tako, kot bi vi doživljali smrt. Pravzaprav se dogaja isto, umira tistim, ki so ji dragi. Medtem ko bosta njena bodoča starša pripravljala se na srečo njenega prihoda, nam bo tukaj manjkala. In Rebeka bo nekaj tednov ali mesecev nedvomno občutila hlad v srcu. To velja skoraj za vse, razen za redke izjeme. In na zemlji se vam še sanja, ne? Da je tako. Kar je radost za enega, utegne biti težko, boleče slovo za drugega. Pogosto je vzrok dojenčkovim solzam in njegovemu včasih odsotnemu pogledu prav spomin na svetlobna obzorja, nekdanji svet in obraze, ki jih je bil zapustil. In ko o tem razmišljam na tak način, me to kar tako malo pomiri in razveseli. Vemo, koliko veselja, ganjenosti je, ko se otrok rodi, in pomisli, da je mogoče na oni strani smrti tudi podobno veselje in ganjenost. In ja, to te lahko kar pomiri, če si tako predstavljaš. Ja, jaz zelo lepo je napisan. Zelo lepo in v resnici ne vemo, ko bomo vedeli, pa ne bomo več mogli nazaj priti povedati. Tako je, ne. To je tako, kot Silva pravi, prijateljica, ki jo poznaš, za kačjega pastirja, kakšna lepa preobrazba je. Kačji pastir živi kot ličinka, mislim, da rabi 20 metamorfoz, da iz ličinke nastane kačji pastir, in preden postane, zleze na stebelce ven iz vode, preživi v vodi in mu poči mu na hrbtu in potem dobi krila in poleti. In on ni vedel do takrat, da ima krila, in on je v drugo obliko bivanja šel in ne more več nazaj v vodo povedati, kakor češ pridite ven, tukaj je čudovit, jaz zdaj letim. In to je isto z nami, tako da ta prispodoba mi je lepa, in onostranstvo, to jaz tako vidim, da ni, da mi gremo nekam na nek drug prostor, ni drugega prostora, vse je tukaj in zdaj, vse. Samo koliko mi vidimo in Ja, iz tistega z našega vidika gledamo. Z našim umom. Z našimi čutili. Tako se je zdaj velikokrat sprašujem, pa kaj moj oče zdaj dela cele dneve? Pa s kom je? A kaj rabi? Ja. Dostikrat, ko ljudje, vsaj tako, kot so mi, so šokirani, recimo, če grejo navezati, da grejo k komu, ki ima to sposobnost, da govori z umrlimi, dušami, so potem v bistvu presenečeni, ker je to čist drug način govora. Ni način govora, kot so ga oni poznali, ker oni niso več ta oseba. In sicer se spomnejo, ampak ta proces, da jih ti vlečeš nazaj v to, je njim včasih lahko že tudi, kakor živi življenje naprej, bi jaz temu rekla. Sej se bomo videli ali kakorkoli, ampak kaj pa glede obiskovanja pokojnih duš? Tako, kaj pravi, pa recimo v sanjah, da nas obiščejo. To je pa tako, mi vemo, kakšne so sanje, vemo, kakšne so neke vizije, ki jih dobimo, oziroma kako bi rekla, imamo lahko prav izkustvene sanje, ki vemo, da niso sanje, da je to zdaj bil obisk, kakorkoli. Isto bom rekla, verjeti temu, ne dvomiti. Včasih gremo takoj razlagati nekomu in nekdo drug bo to razumel čist drugače. Važni so naši občutki, kakšne imamo ob tem, ko to sanjamo. Kaj smo takrat čutili, česa smo se ustrašili, zakaj smo se ustrašili. Tako, Ja, te sanje se mi zdijo zelo drugačne, niso tako zmedene, kaotične. Ja, zelo so eksaktne, realne, niso popačene. Ja. Jaz, ko sem imela eno obdobje, ko sem očeta sanjala praktično vsak dan zaporedoma, ampak je bilo tako, hiša je bila takšna, kakršna je, dnevna soba je bila takšna, kot je v resnici. Isto je bilo, kot da bi zaprla oči, pa si stvari realno predstavljala. On je bil točno takšen, kakršen je bil.
Ni bilo tega, ponovadi je vse tako malo bizarno v sanjah ali pa drugačne. Pa so še recimo, ne vem, ljudje vidijo peresa na nenavadnih mestih, kakšen predmet skine, kakšna pesem se začne vrteti. Med pogrebom se velikokrat zgodi kaj nenavadnega. Žarek posveti glih vmes, ki noter dajo žaro, recimo. Ja, pri nas je bilo tisti dan pred pogrebom zjutraj, je ena ptica priletela v hišo in se je usedla na šank, tam, kjer smo imeli sliko pa svečo prižgano, in potem je v sekundi odletela ven. Vemo, kako je, če pride ptič v hišo, ponovadi ga ne dobiš ven, ker se pač vrti, zaletava. Šla je direkt čez kuhno, čez en hodnik, čez drug hodnik, čez glavna vrata v eni špuri in si bil tako, okej. Si prišel na obisk. Tle si težko pa racionalno rečeš, ja, pač stelej prišel ptičklih pred pogrebom v hišo. Tisto, kar si začutil pred besedami, tisto je pravo. Tako je. Tisto je pravo. In to tukaj, če si začnemo zaupati, bomo v bistvu, bomo dobivali potrditve na 5 čutil imamo. Ni rečen, da bo vsak videl, da bo vsak slišal. Eden bo začutil, tako kot sem prej rekla, da ali hlad, ali toploto, ali vsak mora v bistvu ugotoviti, kjer od čutil je v bistvu pri njemu tisti, na katerega je dovzeta. Že kot otroci smo bili dovzetni na to. Ja. Jaz pravim, če se vračaš nazaj, res nazaj, kot si bil otrok, kaj ti je takrat pomenil, kaj je bilo tisto, ki ti je bila strast. Ker s tem se rodimo. S tem se rodimo. In to v bistvu vmes nekje, pač naše življenje je tako narejeno, da v vmesnem obdobju se zgubimo. Pride življenje, preizkušnje, in potem pride trenutek, zato imamo te budilne trenutke v življenju. In budilni trenutki ni nujno, da je smrt. Lahko je razveza partnerska, lahko je izguba službe, selitev, bolezen. To so trenutki, ki nas v bistvu strese, ki začneš razmišljati o v bistvu, zakaj sem tukaj in kdo sem. A je res, da je to pomemben? Noben se na smrtni posteli ni sekiral, da je premalo delal. Vsak reče, da mu je, rečejo, da jim je, če jim je žal, da niso odnosov z družino, da je bil premalo doma, recimo, da je preveč delal. In kaj je pomembno ob koncu človeku? To, da lahko vrednoti svoje življenje, je imel smisel življenje. A se ga bojo ljudje spominjali, a je naredil kaj, kar, pa to spet ne materialno. To so stvari, ki na koncu, tisti del, a smo ga hranili ali ga nismo, tisti del sebe, kaj je pomemben, s katerim odidemo, a smo ga imeli kaj za mar, ali smo se, ker mi imamo v življenju, zadnjič sem na predavanju imela od Ars Moriendi, poznaš? No, to je v 15. stoletju je nek katoliški menih naredil to knjižno uspešnico, ki je v bistvu opremljena z lesorezi in pa v latinščini napisana, zdaj že prevedena. No, v glavnem in tle noter je bil v bistvu, bom rekla, kakor navodila za umirajočega in za spremljajoče, kako v času umiranja iti skozi ta proces. Se pravi, v 15. stoletju. In je na teh lesorezih je ponavadi slika umirajočega ali umirajoče, zraven v postelji družina, prijatelji, lahko tudi zdravnik, lovski pes, kar je človeku bilo blizu, odzadaj angeli, od spodaj pod posteljo pa demoni. Demoni, ki te hočejo zvabiti, zdaj pa tukaj je meni v bistvu pomemben del, ki te hočejo zvabiti v 5 skušnjav.
In tukaj je pomemben, ker nas hočejo te demoni isto tekom življenja spraviti, ne. Se pravi, pomanjkanje vere, obup, nepotrpežljivost, duhovni ponos in pa lakomnost, se pravi, pohlep. In če se mi zavedamo tekom življenja, da nas to vse vabi, da je to v današnjem svetu, ker je vse se sveti, vse je mogoče takoj dobiti, pa eno obleko tako danes, jutri drugačno, ali pa kar vedno imaš že danes. Si jih naročiš z drugega konca sveta za čist pocen. A ne? Ampak si rečeš, kaj je tukaj? A ne? In moram reči, da v bistvu z raziskovanjem in ukvarjanjem s smrtjo mene uči, kako živeti. To je meni tisto, ki mi je bistvo tega. Ne? Uči me, kako živeti, koliko malo rabim in kaj tisto, ki mene usrečuje, in ne rabim tega kupovati. Tisto, ki mene usrečuje, je okoli mene. Kako se ti zdi pa pomembno potem to spominjanje pokojnih? Zdaj imamo recimo 1. november, je ta dan, ko je temu namenjen, ki sicer mislim, da tudi ni naključni dan. Včasih je bil 31. oktober, dan, ko naj bi se duše vračale nazaj. Danes je to bolj znano kot noč čarovnic, ampak tudi v Sloveniji je to star običaj. Mislim, da sploh v Posočju, oziroma mislim, da je bilo ali to Izrezje, da so nastavljali sveče na 31. oktobra ali pa najljubšo hrano pokojnika in so ga povabili. In imam sicer tudi eno izkušnjo iz tistega dneva, ki mogoče za kdaj drugič, ki je potrdila, da dejansko nekaj je na tem dnevu. Kako se ti zdi pomembno to vzdrževanje potem njega odnosa, oziroma spominjanje, kakšen odnos imaš z grobovi? Jaz mislim, da je tukaj spet potrebno sebe poslušati. To, kar čutiš, ker v bistvu vsi te obredi, rituali so bolj za nas, ko ostanemo tukaj. In seveda, jaz verjamem, da vpliva na nekem nivoju, če mi z vso ljubečo prisotnostjo naredimo ta ritual, bo na vseh nivojih to odrazila, ne? V najvišje dobro, tega pokojnega, nas, tako da, če to ljudje čutijo, eni čutijo, da bi bili raztreseni, pa drugi, prosijo ne biti raztresen kot svojca, da bom jaz imela kam hoditi, se posloviti, te obiskovati, se pravi, oseba rabi, da ima kraj, kamor gre, se poveže, in to vse je v redu. Noben ne more reči, kaj je prav, kaj je narobe. Dostikrat je pa zdaj tako ratalo, da v bistvu gre kar po tekočem traku in ljudje niti ne vejo, da imajo možnost izbire, da smo lahko pokopani na zelo drugačne načine, če si, recimo, meni je glavno to, da bo moje telo, to se bo zdaj lahko slišalo zelo tako, ampak moje telo ni nič drugačno od telesa neke živali in je glih tako hrana za zemljo. Jaz sem iz zemlje prišla in v zemljo bi rada, da gre to telo. To je edina želja. Zdaj v kakšni obliki, a je to pepel, a je telo, ampak ne v neko kapsulo aluminijasto in v betonski boks noter, to ne pride do zemlje. Se pravi, v neko drugačno obliko, so žare, ki so v bistvu narejene tako, da pepel streseš v spodnjo, tako v bistvu kartonast je čist recikliran, in potem na vrhu v bistvu imaš zemljo in pa drevešček pride, in potem to žaro lahko direkt v zemljo daš. Zdaj, kje se to lahko tako pokoplje, to bi bilo treba verjetno občinsko raziskati. Ampak hočem reči, da ni več, da je sam ta klasični pokop, da si lahko narediš to res, tako kot sem prej rekla, ko sem gledala posnetke v Angliji, v Ameriki, Kanadi, to imajo cele skupnosti starejši, ki si karste delajo, pa si jih barvajo, pa se dobivajo, pa jaz bom imel tako, pa si pa želim na pogrebu, da mi tole plešete, pa tole odpojete, pa imajo čist sam navadno
škatla zbita, ne, pa to doma umirajoči, zraven se vsi zberajo, vmes se kuha, otroci porišajo, vsak pride meni podpiše to krsto, se usedejo zraven. Del procesa je, del življenja postane, ta obred postane tako naraven, kakor naj bi bil. A ne? In tudi proces poslavljanja, a ne? To ne pomeni, da se nobeden ne zjoka, daleč od tega, daš ven, kar čutiš. Sam hočem reči, da se da pripraviti na to na način, ja, mogoče ena zgodba. Enkrat sem en dokumentarc gledala na Kitajskem v eni gorski vasici, čisto odmaknjeni od civilizacije. Ljudje doživljajo tudi 160 let, mislim, da je tista gospa bila že stara, no, ali nekaj takega. Mislim, da je res ena taka številka, če nisem zdaj že pol kar ne verjamem, ki že se odmakne, če je to res toliko bilo. Ampak ona je pri 60, ko si star 60 let, dobiš krsto. In jo imaš pol tam, ona jo je imela pač za skrinjo, in imela noter stvari. In tiska prvi v vasi umre, dobi to krsto. In ona je imela že 6, ker so pred njo toliko umirala. A ne, tako v bistvu so oni to sprejemali. Ja, ker si pač toliko star, dobiš to in ker prije tvoj čas greš s to krsto ven, ne. Sprejemanje minljivosti, a ne. Ja. Živeli so pa mislim, da jim je krompir rastel, nič tacga, a ne. Samo odmaknjeni so bili od, bom rekla, svetlobne onesnaženosti in zvočne onesnaženosti. Mislim, da to je za telo pač posebnih dodatkov. Ja. Vitaminov. Gledam, če smo še kaj pozabili danes. Mogoče da se, ko si tole govorila, kaj pa sam pogreb, pač ta ritual pogreba, bi to, kako ti spremenila, kako se ti zdi način, kako ga danes izvajamo? Enkrat sem imela eno predavanje, pa je bilo prav na temo tudi tega pogreba in vsega to. In je na koncu en možakar do mene prišel in me je vprašal, a pol imam jaz lahko tudi tako, rok komad mi zaigrajo na pogrebu. Sem rekla, kar si želite, gospod, vse to je možen. Pa to je super. Tako da, ja, a ne, sej na koncu jaz verjamem, da mi nimamo nekih želja, pa da bi zdaj bilo to nek spektakel, a ne, ampak ta možnost, da v bistvu lahko, da poveš svoje želje, se mi zdi pomembna za svojce, da oni, ko pride ta čas, točno vejo in se s tem ne ukvarjajo, a ne, in se v bistvu ukvarjajo s tem, da se poslovijo na način, kot bi si želeli. A ne? Ne, da pa iščeš, kjero pesem, kje boš najdel zdaj koga, najbolj kdo pomemben, bo imel govor. Ja, kukorkoli se že naredi, a ne? Ali da umre oseba doma, ali v bolnišnici, kjerkoli umre. Se mi zdi, da za proces žalovanja je najbolj pomemben ta del, da se grejo posloviti od trupla. Da ga vidijo, da ti vidiš to, da človeka več ni. Kaj pa v primerih nesreč in to, kaj pa iznakaženo? Ja. Kaj bi pa takrat rekla? Kaj veliko ljudi se pa takrat hoče, da je v spominu tako, kar še ni bil, ja. Ne, da ne vidiš pa. Kukar kdo zmore. Kukar kdo zmore. Lahko se samo pač nog dotakne, kukarkoli, a ne. Kakšni se ne morejo. Kakšni se ne morejo tudi, če je, a ne, to je treba spoštovati, ne more vsak tega narediti, ampak če je možno, a ne, da to narediš, je za proces žalovanja, ker je drugače, ko ti vidiš žaro in pa sliko zraven. In če ne vidiš tega vmesnega dela, ti manjka za informacija za psiho, zmanjka, kje je zdaj in itak pride pri procesu žalovanja, da čakaš, da bo skozi vrata prišel, da je to proces, a ne, vsakič pa vonjaš še, pa vse, a ne, to je tako da bolj, kakor kakšen točno zgleda pogreb, je, da je doskrat sem zdaj slišala, ne, ko smo imeli priprave pa na krožkih, pa sem tudi videla, kako so ljudje bili zmožni potem svojemu svojcu narediti
tako čudovit pogreb, ki si bi ga za sebe želel, recimo, a ne? Da nima toliko veze, mislim, če vejo želje od pokojnega, jih ne ustavi nič, da ne bi tega zrealizirali in bojo imeli odprto pot, vse bojo dosegali, zato ker to je toliko močno. In rečejo, so mi rekli, veliko mi jih je rekel, to je bil lep pogreb. Da jaz parim tem, ki hodijo na krožke, jaz nisem mogla reči, ko je mama umrla tej, moje sožalje, ker ni bilo sožalje. Ker je bila radost, ker se je zgodil na najlepši možen, ker je sprejemala ona, njena priprava, ki je na krožke hodila, je vplivala na celotno družino. Vsi so bili v bistvu, ona je širila naprej s svojim notranjim postavljenim stebrom, bom rekla, ki ga je gradila na krožkih. Ona je prišla, vsak mesec je prišla, bi človek rekel, nadgrajena, kot bi kvantne preskoke delala, take korake je delala. In to se je čutilo na celotnem družinskem sistemu, v njihovih odnosih. To je res lepa zgodba. Res. Sem hvaležna, da sem bila jaz del in tudi vsi ostali, ki ste hodili, da si del tega procesa. Ker če mi kaj lahko damo svojim zanamcem, svojim potomcem, je lepa smrt. A ni to nekaj najlepšega, kar lahko daš, da ko odideš z tega sveta, da te ni strah. To da njim zagon za življenje. Mi imamo pa veliko izkušenj zdaj s težkimi smrtmi. Dostikrat sem bila na kakem pogrebu, še ko sem bila mlajša, pa sem slišala, je bilo težko, pa me je zanimalo, kaj je bilo tisto, kaj je bilo toliko težko. A ne? Kaj je bilo, a to tako je, a tako v življenju pol nastane, vsaka smrt je taka, ne? So težke stvari. So deliriji, so agresije, so nesprejemanje tega, da umre, oseba je lahko zelo agresivna. Ko se zaveda, da je prišel čas in če tega ne sprejema, so lahko zelo težke stvari, veliko je takih primerov. In to je tisto, kaj svojcu potem tudi otežkoča žalovanje, ker je v bistvu ta odnos do takrat, ko sta živela lahko kot mož pa žena, nikdar nista imela takega konflikta, kakor je recimo nastal na koncu, ki je iz strahu pred tem, kaj ga čaka. Kje je, kaj se dogaja z njim. Zato je ta priprava v bistvu, se meni zdi tisto, kar je pomembno, ker nam pomaga živeti do konca. Ja, potem verjetno potomci z manj obžalovanja, tudi oni lahko živijo, Ja. Manj občutkov krivde mogoče. Nekaj, kar imamo vsi, verjetno je tako zelo pogosto, te občutki krivde, mislim, da so zelo zažrti. V našem okolju je tega zelo velika, ker smo bili vzgojeni v bistvu v religiji, kjer je kazen in krivda, v bistvu, boš kaznovan, si kriv. In karkoli narediš izven okvirja tega, karkoli se ti zgodi, če je kaj takega, se takoj v bistvu že samo kaznuješ. To je pa zato, ker se nisem držal, ker sem tako pa tako, Težko se je iz tega ven, In to ven iz tega prideš pa izključno, da začneš vero v sebi iskati. Da začneš to božje, ki smo, ta božji del v nas, kaj je, da ga ne iščemo zunaj sebe. Ampak da ga začnemo iti v sebi. Mi smo že ves čas tukaj. Ampak ta svet je res tako narejen, res je tako narejen, da nas konstantno vabi ven. Konstantno, v bistvu nikoli prej ni bilo možno toliko potovati, toliko velikrat, ne vem, kakšne konce sveta iti. Ampak jaz sem spoznala, da dokler nimam sebe v sebi, grem lahko na najlepše kraje sveta. Sem lahko z ljudmi, ki me imajo najrajš na svetu. Če sebe nimam vse, pa če sebe nimam rada,
mi vedno nekaj manjka. Noben drug kraj mi ne more dati tega, kar jaz lahko sama sem dam. Kar že imam, sam to moram zdržati, da pridem do tega in da začutam. Sam to. Lepo si to povedala. Kaj pa, če bi zdajle ena duša tlele bila zraven, ki bi lahko vprašala karkoli glede onostranstva, kaj bi jo vprašala? Veš, to je zanimivo vprašanje, ker se mi zdi, da bi karkoli bi vprašala, dobila isti odgovor nazaj. In to naj ne zaupam sebi. Da ne zaupam, če tudi dobim sporočilo, da ne mu zaupam, ne da dvomim, to pa nisem jaz slišala. A sem jaz to, dajte mi ponoviti, dajte mi, a bi mogla zdaj še, ne vem, bliskavico zraven videti, a bi mogla, ne, To pa ni znanstveno dokazano. Ja, to pa ni znano, ker se umeša, je konec. Ko pa s srcem sprašujemo, pa odgovor že vemo. Ker je v nas. Ja, in v kontekstu tega, kar sva danes govorila, ne, zdaj mnogi sicer verjamejo, da potem ni nič, ne? Ja. Ogromno je še danes tega, kar je tudi čisto tako. Ok, ampak če pa pogledamo fiziko, nas pa vseeno uči, da se energija nikoli ne izniči, ne? Da se vedno sam preoblikuje. Če sem se ob umirajočih obdobju hospica, ki sem bila, ne, sicer je bilo krajše obdobje, ampak vseeno, če so me kaj naučili, zares naučili je, da ko si ob umirajočmu, da nisi ti pomemben. Da nisi ti pomemben. Da ni to, kaj imam jaz njim zadati. Ampak da zdržim tisto, kar oni verjamejo in kjer so. Ne, da jih jaz želim premakniti nekam, kjer jaz mislim, da bi mogli biti. A ne? Enkrat vem, da sem prišla v hišo in je bila samo ena gospa je bila noter. In sem rekla, super, še knjigo sem prinesla s sabo, bom pa jaz zdaj njej nekaj prebrala, a ne? Jaz, ne? A že slišaš, ne? Bom jaz njej nekaj prebrala, pa bomo midve se zaklepetale, super, pa ful, zdaj imam sam za njo sem, a ne? Ker ni drugega. Spotrkam na vrata, odprem vrata in preden sem dober dan rekla, se je ona obrnila in je rekla, ne, danes pa jaz rabim počivati, ker dobim popoldan dobim obiske in bi rada bila spočita. In v tistem, a ne, ker sem jaz bila sred stavka, da jaz nadaljujem to svoje pompozno, a ne, sem v bistvu uspela dojeti, kaj se dogaja že v meni in sem samo rekla, hvala, da ste mi povedala, a ne, razumem, se kar spočite, pa bom pa drugič, a ne. In sem zaprla, ampak nisem šla stran. Jaz sem zaprla vrata in sem obstala naslonjena z glavo na vrata in sem rekla, ok, kva vse se zdaj v meni dogaja. Ker to je bilo bum, ne, vsega tistega, kar bi jaz dala, sem dubla nazaj, a ne, češ nosi to, ne. Ne, ni bilo na grd način, ampak tako lahko dojameš, ko dobiš a ne? In sem takrat dojela, zaradi koga si ti prišla zdaj danes sem? Zaradi sebe ali zaradi nje? Tako lekcijo me naučila, da nikdar več nisem prišla oziroma z veliko večjo ponižnostjo, čeprav sem tudi tle prišla tako, a ne, sem stopala v prostor noter in sprejela brez težav, ja, ne, kozarc premakan vodo mi zameni, ne, ni v redu, še enkrat in sem po 5 mm premikala kozarc, da je po 5 minutah mi rekla, zdaj se pa lahko usedete. In ker sem to zdržala, pa resnično brez težav, če bi me poslala še 15krat po vodo, da ji zamenjam, bi šla brez problema. In ko sem je rekla, zdaj se pa lahko usedete, me je gledala in mi je rekla, lekam se mi kar ježi se mi. Je rekla takrat, vaša glava in vaš obraz se ujemata. Čudne besede, ki jih tako lepo povem, ampak takrat, ko jih je ona tam povedala, je bilo meni je bilo tako jasno, kaj mi je povedala, da meni so solze, sem rekla, da mi česa lepšega ni še nobeden rekel. In takrat sva se potem
veljala je za zelo težavno, to je bila druga gospa, za zelo težavno, niso marala ne, k njej. Ampak, ko si prebil ta leta, ko si zdržal, si pa lahko tam bil. Ne, tako. In pol si rečeš, res se ne gre zame. Res se ne gre. Jaz ne vem, kaj vse doživlja ta oseba. In da jaz mislim, da jaz lahko njej nekaj dam. Ne morem ji nič dati. Samo tam sem lahko in zdržim, kar ima ona v sebi. Če sem tam zaradi nje. A ne? To je največ, kar lahko daš v resnici človeku. Ja. In zdržati ob nekomu, ki je umirajoč, ki se ne odziva več, da se usedeš zraven in da si z mislimi, je pa, ta je bila pa tudi, sem se usedla in kako ti uhajajo misli, kako zaznaš ego, kako se že kako sem jaz dobra. Pa to govorim o teh majhnih glaskih noter, ki se dogajajo, zavedati se, kaj vse imamo mi v sebi. To je mogoče tudi en pomemben del, ki sem ga enkrat spoznala takrat, ko sem stažirala, ko sem imela en težek primer, pač eni punci so se težko otroštvo imela. Ne? In že sam poslušati to je bilo težko, kaj da je ona to doživela. In ko sem domov hodila takrat, vem, da sem prav razmišljala, sem rekla, kako v bistvu si sploh lahko v oporo nekomu, če tega nisi doživel. In takrat sem dobila odgovor, da je vsak človek je en delček tega človeka v meni noter. In ko bom jaz najdla ta delček, se pravi, zdaj greva lahko konkretno, bom najdla zlorabljenega človeka, bom najdla posiljevalca, bom najdla morilca, bom najdla to žrtev, bom najdla cel spekter. In da to najdeš noter in objameš ta del, ga ne sodiš, takrat boš v bistvu lahko resnično razumel in zdržal ob drugmu. Tako da ja, v vsakmu od nas je ta odsev, ki ga čutimo, ne? Ti v redu, če zaključiš s to mislijo? Lahko, seveda. Če bi te želel kdo kontaktirati, kam se lahko obrne? Zaenkrat lahko kar na mail. Nimam še v izdelavi, oziroma popolnoma izdelane spletne strani. katarina.nagodeaf@gmail.com, lahko na tega. Super. Hvala, Katarina. Želim ti vse dobro na tvoji pomembnem poslanstvu, na tvoji poti. Še naprej opravlji tisto, kar čutiš. In če se nekoliko ozremo okoli sebe, bomo opazili, da je smrt povsod okrog nas. Umirajo rastline, umirajo živali, ljudje in celo zvezde. Vse, kar je ujeto v materialno obliko, ima rok trajanja. Vendar pa na drugi strani smrt nikoli ni zgolj konec, temveč je vedno tudi začetek. Vsi naravni procesi so krožni. Materija ne izginja, temveč zgolj menja svojo obliko. Hvala, Ana. Bilo mi je lepo se pogovarjati s tabo. Tudi meni hvala.